Rusija napade Ukrajino. Že ta naslov bi moral povzročiti zlom borze, namesto tega se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Medtem ko so rakete deževale na Kijev, je indeks S&P 500 odprl globoko v rdečem, nato pa izničil celoten padec in dan zaključil višje. Sredi vojne so vlagatelji začeli kupovati, borza je imela od konflikta dobiček in to ni bilo naključje. Verjetno se spomnite, kje ste bili, ko ste to slišali. Od teh prizorov je bilo težko odvrniti pogled. Kolone oklepnikov so se valile čez ravna ukrajinska polja. Helidesantne enote so napadle letališče Hostomel. Civilisti so se stiskali v podzemnih tunelih. Eksplozije so odmevale nad Kijevom. Vse televizijske mreže so preklopile na neposredni prenos in vsak analitik je imel svoje mnenje. Soglašje, izrečeno z nenavadno enotnostjo na vseh trgovalnih mizah in televizijskih zaslonih, je bilo v različnih različicah pravzaprav isto. Evropa in svet sta se morala pripraviti na nekaj pretresljivega in v prvih nekaj urah se je trg s tem strinjal. S&P se je odprl 2,6% nižje, kar je bilo smiselno. To je bil edini racionalen odziv na kaos, ki ga je svet spremljal v živo. Nato pa se je zgodilo nekaj manj predvidljivega. V naslednjih 6 urah, ko se je invazija nadaljevala in je število žrtev naraščalo, je indeks počasi rasel in se vztrajno dvigal naprej, brez premora ali upoštevanja vsega, kar se je dogajalo na drugi strani sveta. Ob 16. uri se je zaključil z rastjo za 0,5%, kar je pomenilo 4,1% velik obrat tekom dneva. Preprosto povedano, skupna tržna kapitalizacija S&P 500 je bila takrat približno 38 bilijonov dolarjev. Ta 4,1% velik premik pa predstavlja približno $0,5 bilijon vrednosti. To je, kot da bi bila celotna tržna kapitalizacija podjetja Samsung, Tesla ali Walmart izbrisana in nato v celoti obnovljena v 6 urah. Ljudje mislijo, da je borza barometer, merilnik, ki je vezan na resničnost. Ko se stvari poslabšajo, gre merilnik dol, ko se stvari izboljšajo, gre gor. To je precej intuitivno in dovolj preprosto, da vsakdo razume. Razen na dan, ko je Evropa zdrsnila v največjo konvencionalno vojno v generacijah, je merilnik dejansko kričal, da je trg bikovski. In ni bil edini. Aprila 2026, po tednih raketnih napadov, v katere so bili vpleteni Iran, Izrael in neposredno ameriško vojaško posredovanje, so se trgi znova obnašali, kot da bi nekdo zamenjal žice. Ko je Washington napovedal dvotedensko prekinitev ognja z Iranom, so naslovi eksplodirali. Voditelji CNBC so to poimenovali globalni odboj zaradi olajšanja, ki je pognal navzgor cene sredstev po vsem svetu, saj so cene nafte strmoglavile in so trgi takoj poskočili navzgor. Dow je poskočil, S&P pa se je povzpel za 2,1%. Bitcoin je poskočil na več kot 71.000. Svetovni trgi, od Frankfurta do Tokija, so že vračunali mir. Razen tega, da se ladje v ožini niso nikoli premaknile. Podatki o pomorskem prometu so pokazali, da je 24 milj dolga Hormuška ožina, najpomembnejše naftno ozko grlo na svetu, še vedno praktično zamrznjena. Pred vojno je skozi ožino vsak mesec plulo približno 3000 plovil z 17 do 21 milijoni sodov nafte na dan. Takoj po prekinitvi ognja, 8. aprila je v ožino ali iz nje vstopilo oziroma izstopilo le 45 ladij. Promet se je zmanjšal na 5% predvojnega povprečja. Večina največjih svetovnih ladijskih podjetij je svoje ladje zadržala v regionalnih pristaniščih in jih ni želela premakniti. Do konca aprila 2026 je skozi ožino v celem mesecu plulo le 191 ladij, kar je daleč od predvojnega povprečja 138 ladij na dan. Vojna z Iranom v začetku leta 2026 je bila videti dovolj grozno, da je prestrašila celo izkušene trgovce. Prišlo je do izmenjave raket med izjemno nestabilnimi državami, kar je povzročilo motnjo v oskrbi z nafto in povečalo tveganje za eskalacijo, v katero bi bili lahko vpleteni tudi ameriška vojaška sredstva v regiji. Človeški trgovci so se na pričakovano gospodarsko nestabilnost odzvali tako, kot se vedno odzovejo, ko se nebo potemni. Prodajali so na kratko vse, kar so lahko našli. Podatki oddelka Prime Brokerage pri Goldman Sachsu, ki spremljajo dejanske pozicije največjih hedge skladov na svetu, so pokazali, da so institucionalni vlagatelji marca 2026 odprodajali svetovne delnice. To je bilo najhitreje v zadnjih 13 letih. To je bil drugi največji prodajni val, ki ga je Goldman Sachs kdaj zabeležil. Prodaje na kratko so prehitevale nakupe za dolge pozicije v razmerju 7:6:1. Skupni finančni vzvod pa je znašal 312,5%. To v bistvu pomeni, da je institucionalno pozicioniranje postalo izjemno medvedje. Poenostavljeno povedano, najdražji umi z Wall Streeta so skupaj vstopili v gledališče, zaznali dim in nato stekli proti izhodu s polno hitrostjo. Vendar so se pred izhodom še ustavili pri vratih, da bi si z maržnim posojilom izposodili dodatni bencin.
In s tem so po nesreči ustvarili ekonomsko bombo, saj vsaka kratka pozicija vsebuje prihodnjega kupca, ki je ujet v njej. Ko prodate delnico na kratko, si izposodite delnice od nekoga drugega in jih takoj prodate. Upate, da bo cena padla, da jih boste lahko kasneje odkupili ceneje in obdržali razliko. Se spomnite fenomena GameStop do lune med pandemijo COVID? Nekaj takega. Če pa delnice namesto tega zrastejo, so vaše izgube teoretično neomejene. Še vedno dolgujete te izposojene delnice nazaj in vsak premik navzgor še bolj zategne primež. Sčasoma vaš posrednik neha vljudno spraševati in vas prisili, da zaprete pozicijo, preden izgube postanejo katastrofalne. Kar pomeni, da ste zdaj prisiljeni kupiti, ker tako reče gospod iz oddelka za upravljanje tveganj in on se ne šali. Zdaj si to predstavljate v obsegu $100 milijard vzvodnih stav na padec, ki so prisotne v že tako izjemno elastičnem trgu. Takšen trg, kjer vsak dolar nakupa premakne ceno skupno za $5. To nima več nobene zveze z razumnim vlaganjem. Začne spominjati na nekoga, ki pod hidravlično stiskalnico stiska industrijsko vzmet in upa, da nihče ni dovolj neumen, da bi se sploh približal sprostitveni ročici. Do aprila 2026 je bila ta vzmet popolnoma stisnjena. Potem je 8. aprila prišla novica o prekinitvi ognja. Cene so se rahlo dvignile. Daleč od tega, da bi to zadostovalo za vrnitev tankerjev v Hormuško ožino, a dovolj, da se je številka na zaslonu rahlo zvišala. In takrat se je past zaprla. Stiski kratkih pozicij so eden redkih finančnih pojavov, ki še vedno ohranjajo sledove prvinskega človeškega panike. Večina sodobnih trgov se zdi sterilnih in algoritmičnih, a pravi, stisk kratkih pozicij ima še vedno tisto starodavno, brezčasno kakovost. Občutek je plenilski, kot da opazuješ čredo, ki prepozno ugotovi, da se tla v dolini premikajo pod njimi. Prvi medvedi, ujeti aprila 2026, so verjetno mislili, da bo rast po prekinitvi ognja izginila v nekaj urah. Podatki o ladijskem prometu so bili katastrofalni. Za vse praktične namene je bil Hormuški preliv dejansko zaprt. Iran in IRGC sta še vedno tistega jutra po razglasitvi prekinitve ognja se prepirala glede pogojev prekinitve ognja. In nič se v osnovi ni izboljšalo. Nikomur ne bi mogli zameriti, če bi prebral te dokaze in domneval, da bo trg še naprej padal. Samo tega ne povejte trgu. Ko je trg začel rasti, so začeli prihajati pozivi k kritju in skladi, ki so si agresivno izposojali za vzpostavitev kratkih pozicij, so nenadoma potrebovali dodatno zavarovanje. Izgube so se povečevale hitreje, kot so napovedovali modeli. Posredniki so začeli zahtevati, da se pozicije takoj zaprejo, kar je pomenilo odkup delnic, ki so si jih izposodili, kar je povzročilo še več nakupov in s tem dvig cen. To je sprožilo pozive k kritju pri drugih skladih, kar je povzročilo še več prisilnih nakupov in s tem še višje cene, kar je na koncu ustvarilo samo ojačitveno zanko. Medvedi svojih pozicij niso zapirali previdno. Njihove pozicije so bile prisilno zaprte in vsaka izmed največjih pozicij v zadnjih 13 letih se je razpletla hkrati. Ker je bilo veliko teh pozicij v širokih indeksnih produktih in borzno trgovanih skladih oziroma ETF-ih, namesto v posameznih delnicah, je stisk kratkih pozicij zajel celoten trg naenkrat. Strašljivo eleganten del stiska kratkih pozicij je, da nihče od vpletenih ne rabi postati optimističen. Nakupi se vseeno zgodijo. Nihče se ni 9. aprila zbudil z mislijo, da je Perzijski zaliv nenadoma postal vzor geopolitične stabilnosti. Kupili so, ker jim njihov posrednik ni dal druge možnosti in niso bili razpoloženi za pogajanja. Za trenutek se je to zdelo kot popolna razlaga. Vojna ustvarja strah. Strah povzroča pretirano pozicioniranje na padec. Vsak dvig sproži prisilne nakupe. A to ni vsa zgodba. Stiski kratkih pozicij so siloviti in hitri. Razlagajo silovite znotrajdnevne preobrate, takšne 4-odstotne nihaje, kot jih je S&P izvedel, medtem ko so tanki pričkali Ukrajino. Vendar sami po sebi ne pojasnjujejo vztrajnih rastnih trendov, vrednih biljonen dolarjev, ki trajajo več nestanovitnih tednov. Svetovalci za trgovanje s surovinami, oziroma CTA, so obsežne sistemske trgovalne operacije, ki jih skoraj v celoti vodijo algoritmi. Ti ogromni kapitalski skladi, ki skupaj upravljajo $100 milijard, so vsi zasnovani okoli ene stvari – modelov sledenja trendom. Nenehno spremljajo gibanje cen in se odzivajo v skladu z vnaprej določenimi pravili v sistemu. V bistvu, če cena preseže prag X, kupi. Če cena pade pod prag Y, prodaj. To je celoten proces odločanja na kratko. Je podatkovno vodeno in sterilno. Model preveri številko, številka preseže mejo, model kupi. Vse to se zgodi v milisekundah na institucionalni ravni. Ko je stisk kratkih pozicij po prekinitvi ognja potisnilo S&P nad več ključnih trendnih pragov, je specifična geopolitična realnost postala popolnoma nepomembna.
Koda je zaznala naraščajoči zagon, zato je Koda kupila. Podatki oddelka Prime Brokerage pri Goldman Sachsu so potrdili približno 86 milijard dolarjev globalnih nakupov delnic strani CTA v enem samem tednu po objavi prekinitve ognja. To je bilo med 5 najmočnejšimi nakupnimi epizodami, ki jih je podjetje kdajkoli zabeležilo. 86 milijard dolarjev se je zlilo na trg, medtem ko so analitiki še vedno razpravljali o iranski pomorski moči, ali bo prekinitev ognja zdržala in kaj pravzaprav pomenijo podatki o svetovnem ladijskem prometu. Nobena od teh razprav ni spremenila izida. Denar je še vedno pritekal. Sistem je znova videl, da so številke presegle določene meje in to je bilo dovolj. Psihološke posledice tega je težko preceniti. Generacije ljudi so si Wall Street predstavljale kot konkurenčni ekosistem briljantnih analitikov, ki tekmujejo, kdo bo najhitreje interpretiral realnost. Tisti, ki se je najbolj pripravil, je običajno zmagal. April 2026 je v resnici izgledal kot ogromen avtomatski menjalnik, ki prejme signal momentuma in se odzove z ojačitvijo sile, popolnoma ravnodušno do kakovosti ali natančnosti signala, ki ga sproži. Tu postane še bolj neprijetno. Ko razmišljate o etičnih posledicah, algoritmični trgovalni sistemi niso enako dostopni vsem. Infrastruktura, potrebna za njihovo delovanje, je dostopna le največjim institucionalnim igralcem, hedge skladom, investicijskim bankam. Nihče ni zasnoval sistema, da bi bil plenilski. Preprosto se je tako razvilo, kar je tukaj glavni problem, in posledice so mrljive. Maja 2010 je algoritemska dejavnost prispevala k temu, kar je postalo znano kot bliskovit zlom. Dow Jones je v nekaj minutah strmoglavil za skoraj 1000 točk, preden si je večinoma opomogel. Dogodek je bil tako hiter, da se je v bistvu končal, še preden so ljudje lahko reagirali. Ko so ga kasneje preiskovali, se je pojavilo vprašanje, kdo je odgovoren. So bili to razvijalci, ki so napisali kodo, institucije, ki so jo uvedle, ali regulatorji, ki so to dovolili? Čeprav so preiskovalci na koncu ugotovili, da je šlo za mešanico avtomatiziranega oddajanja lažnih naročil in velikih institucionalnih algoritmov, pa širše vprašanje končne odgovornosti ostaja veliko sivo območje. Evropska unija je od takrat uvedla stroge zahteve za testiranje algoritmičnih trgovalnih sistemov in podjetjem naložila poročanje o pomembnih motnjah. Ali izvrševanje zakonov dejansko sledi hitrosti same tehnologije? Regulatorji še vedno iščejo rešitev za to. Zagovorniki algoritmičnega trgovanja, teh je veliko, trdijo, da prinaša resnične koristi. Če jih vprašate, vas bodo morda razveselili s pripovedmi o večji likvidnosti, ožjih razponih med nakupno in prodajno ceno ter nižjih transakcijskih stroških za navadne ljudi. Vse to drži, tudi če še vedno ne razumete, o čem so govorili. Res je tudi, da dobički iz teh sistemov v veliki meri pritekajo k majhnemu številu podjetij, ki so imela potrebno infrastrukturo za njihovo upravljanje. In najgloblja plast celotnega sistema se še vedno ni aktivirala. Ste že slišali za trg opcij? No, to je kraj, kjer volatilnost sama postane hrana za rast. Večina običajnih vlagateljev meni, da so opcije nišni instrumenti, ki jih uporabljajo agresivni trgovci s preveč monitorji in slabimi spalnimi navadami. No, temu ni več tako. Do konca leta 2024 so opcije z nič dni do izteka, znane kot Zero DTE, predstavljale 51% celotnega obsega opcij na indeks S&P 500. Prvič v zgodovini so presegle vse druge kategorije izteka skupaj. V naslednjih mesecih se je ta številka povzpela nad 60%. Vsak dan je zamenjalo lastnika na milijone pogodb, kar je dovolj obsega, da bi na povprečen torek izpolnili približno 1,5 milijona posameznih trgovalnih nalogov. To so stave, ki zapadajo na isti dan, ko so oddane. Wall Street je v bistvu ponovno izumil konjske dirke za institucionalne finance in jih nato neposredno povezal z infrastrukturo svetovnega gospodarstva. Ko se v teh produktih zbere dovolj denarja, so podjetja, ki omogočajo trgovanje, prisiljena v neprekinjeno varovanje tveganja, ki se nikoli ne ustavijo. Predstavljajte si športnega stavničarja, ki sprejema stave pred finalno tekmo. Če preveč igralcev stavi na en izid, stavničar tvega katastrofalne izgube. Zato stavničar nenehno prilagaja izpostavljenost in skuša ostati nevtralen, ne glede na to, kaj se dejansko zgodi. Trgovci z opcijami počnejo enako. Ko trgovce med vojno zajame strah, množično kupujejo prodajne opcije, kar je v bistvu enako kot zavarovanje pred katastrofo, ki izplača, če trgi strmoglavijo. Prodajalci, ki prodajajo te prodajne opcije, zavarujejo svojo izpostavljenost tako, da prodajajo delnice ali terminske pogodbe na kratko. Nimajo izbire, matematika to zahteva.
Strah prisili prodajalce, da zavzamejo medvedjo pozicijo, vendar ko apokalipsa ne pride po načrtu in pride do premirja, ali pa pride do stiska kratkih pozicij in cene poskočijo navzgor, se ti zavarovalni posli silovito obrnejo. Prodajne opcije nenadoma izgubijo vrednost proti ničli in volatilnost se sesuje. Ti isti prodajalci, ki so imeli prej kratke pozicije zaradi zavarovanja, morajo nenadoma odkupiti vse, kar so prej prodali. To je znano kot gamma past, kjer strah sam ustvari pogoje za obvezne prihodnje nakupe. In ker pogodbe z nič dni do izteka, Zero DTE, potečejo tako hitro, te povratne zanke zdaj delujejo skoraj v realnem času. In tako lahko vojni strahovi ustvarijo nestanovitnost, ki spodbuja nakupovanje prodajnih opcij, kar prisili tržne posrednike v zavarovanje pozicij, to pa vodi v stabilizacijo panike, kar na to povzroči rast trga. Trg se je napajal s strahom, ki ga je povzročil sam dogodek. Vojna ali mir, panika ali olajšanje. Stroj ne potrebuje vedeti, katera stran zmaga. Potrebno je, da strah obstaja dovolj dolgo, da se sprožijo zavarovalni tokovi. Temu bi rekli zanka. Borzni trg, s katerim je večina ljudi odraščala, je danes malo več kot nostalgična oznaka. To je koristna fikcija, ki jo večinoma vzdržujejo finančna televizija in četrtletni izpiski za pokojninske varčevalne račune, ki jih nihče ne bere. Tisto, kar ga je nadomestilo, je veliko bolj podobno stroju za pretvarjanje volatilnosti, kot pa borznemu trgu. Strah gre noter, likvidnost pride ven. Vojna v tem okviru postane nenavadno koristna. Uničenje ni ekonomsko dobro za posel. To vsi vedo. Pravi ljudje še vedno umirajo in pomorske poti se zapirajo. Toda volatilnost, ki jo povzroča geopolitični strah, ustvarja ravno tiste pogoje, ki jih sodobna struktura trga potrebuje. Trgu ni treba propasti. Potrebuje le dovolj strahu, da sproži obrambno pozicioniranje, hitro zavarovanje in avtomatizirano prodajo. Nato pa se vse to obrne, ko se najhujši scenarij do popoldneva ne uresniči. Trg raste ne kljub strahu, ampak prav zaradi njega. Danes stara metafora preprosto ne deluje več. Barometer lahko odraža atmosferske razmere, ne more pa ustvariti orkanov. Delniški trg v svoji trenutni obliki tega prvega ne počne več zanesljivo, občasno pa celo profitira od drugega. Ko to enkrat jasno vidiš, nenavadni vojni borzni vzponi ne izgledajo več iracionalno. Nič od tega ni. Sistem deluje tako, kot ga struktura sili, da deluje. Zanka ne potrebuje več nobenega optimizma, le gibanje. Najbolj zgovorno je, kako tiho se je ta preobrazba zgodila. Nikoli nismo dobili dramatične napovedi z Wall Streeta ali navdihujočega govora s podija newyorške borze. Sistem se je preprosto razvijal z vsakim prilivom v ETF, obnašal se je kot nekaj, kar je ustvarjeno za presnavljanje samega strahu. Nazadnje slabe novice niso več rušile trga, ampak so ga začele celo poganjati. Toda pod vsem tem se skriva očitno vprašanje. Kaj se zgodi, če strah dejansko postane prevelik, da bi ga lahko absorbirali? Če se je ta sistem naučil okrevati po vsakem šoku, kaj se zgodi tisti dan, ko mu to končno ne uspe? Izvedite, kaj se zgodi, če se ameriško gospodarstvo zruši, ali pa si oglejte to.